Lep pozdrav vsem skupaj. Kot veste, se je danes prvič v zgodovini samostojne Slovenije zgodilo, da kandidat za mandatarja po volitvah ni dobil potrebne večine. Po našem mnenju je bilo tudi neodgovorno tako od predlagatelja kot od kandidata, da se je podal v glasovanje brez podpisane koalicijske pogodbe. Prihranili bi veliko časa, če bi tukaj imeli neka bolj jasna pravila igre. Prvič smo zdaj tudi v situaciji, ko je tako imenovani drugi krog za oblikovanje vlade. Če tudi ta ni uspešen, sledijo predčasne volitve, razen če se ne uporabi tista rezervna varianta, ko lahko državni zbor za navadno večino imenuje vlado, ki pa ne bi bila v nobenem primeru trdna in ki si jo Slovenija po našem mnenju v teh časih gospodarske, finančne, socialne in tudi politične krize enostavno ne more privoščiti. Realno vzeto imamo torej pred sabo samo še en poskus. Kot sami veste, sem 23. decembra lani poslal večini strank v državnem zboru predlog rezervne variante, ki bi se aktivirala v primeru, če bi se zgodilo to, kar se je danes dejansko zgodilo. Tisti dopis je bil javno objavljen, zato vam ga danes nismo razdelili, vendar pa danes je ta situacija. Tista ponudba strani Slovenske demokratske stranke pač velja. Na zahtevo oziroma na pobudo ali prošnjo nekaterih strank, ki so ta predlog, ki smo si ga mi želeli realno aktivirati šele v situaciji, kot je današnja. Prejele smo se neformalno o vsebini potencialne koalicijske pogodbe pogovarjali tudi že v preteklih dneh in tednih. O tem ste bili tako ali drugače obveščeni. V okviru 4 strank smo uskladili pravzaprav vsa odprta vsebinska vprašanja. Koalicijska pogodba, ki je usklajena in tudi parafirana, ne bo še formalizirana, ima 70 strani natančnega programa za, lahko bi rekli, programa za Slovenijo za obdobje 2012-2015. Vendar te pogodbe ni obravnaval še noben organ, nobene od teh strank. Prav tako gre seveda za usklajeno besedilo v okviru 4 parlamentarnih strank, ki nimajo dovolj glasov za trdno parlamentarno večino, kakršno Slovenija pri oblikovanju vlade v teh časih potrebuje. Torej so potrebna tukaj še pogajanja z ostalimi strankami. Kot veste, Slovenska demokratska stranka pred volitvami ni izključevala nikogar. Od tem, katere stranke bodo potencialno še povabljene v ta pogajanja, pa zdaj ni več odvisno samo od nas, ampak je to odvisno seveda od teh 4 strank, ki so vsebino te potencialne koalicijske pogodbe uskladile in parafirale. Slovenska demokratska stranka ima jutri sejo izvršilnega odbora, kjer bomo ocenili situacijo in se tudi formalno odločili, kako naprej. Verjetno se bomo jutri skušali usklajevati, ker časa ni veliko, tudi znotraj skupine strank, ki smo pač uskladile in parafirale to rezervno varianto, ki po sami vsebini seveda ni rezervna, če jo primerjate s koalicijsko pogodbo, o kateri se je pravzaprav danes tukaj odločalo. Glede postopka pa je seveda to bila rezervna varianta in še enkrat ponavljam, da Slovenska demokratska stranka do današnjega odločanja ni potegnila nobene formalne poteze, ki bi kakorkoli vplivala na odločanje drugih parlamentarnih strank. V primeru, če bo ta pogodba dobila tudi formalno potrditev in če se bodo ta pogajanja nadaljevala in tudi uspešno zaključila, bo o dokončni odločitvi v skladu s statutom Slovenske demokratske stranke odločal svet stranke, kjer ni 15 ali 6 ljudi, ampak preko 300 in pač odločitev naprej ne more oziroma ni pristojen nihče v stranki zagotovo napovedati. Torej so stvari tudi z vidika dokončne odločitve Slovenske demokratske stranke še odprte, še posebej glede na situacijo, v kateri Slovenija je in ki se podcenjuje. Tudi danes je bilo o tem zelo malo govora.
tisti, ki ste prisostvovali petkovi seji odbora za finance, ker so predvsem slovenski bančniki, predstavniki Banke Slovenije in Urada vlade za makroekonomske analize in razvoj seznanili slovensko javnost z aktualno javnofinančno pa tudi gospodarsko situacijo, se zavedate, kje pravzaprav smo in da prvič nimamo niti časa za izgubljanje, drugič nimamo niti časa za to, da se tukaj išče neke variante, ki se na koncu ne bi odrazile v potrditvi v državnem zboru in bi toliko poglabljalo neko agonijo. Torej, jaz mislim, da je časa za neke resne in dokončne odločitve manj kot 14 dni, kar je nek postopek po ustavi. Slišali smo tudi predsednika republike, ki je nekako izrazil mnenje, kot da se zdaj vse pač začenja na novo. Jaz opozarjam na to, da čas, ki je pred nami, ni ponavljanje postopka in razreda, kot se je to dogajalo doslej, ampak je to pravzaprav zadnji resen poskus pred ponovnimi volitvami. Ali si jih Slovenija lahko privošči, je seveda drugo vprašanje, prav tako je drugo vprašanje, ali bi dobili kakšen bolj resen oziroma stabilen rezultat glede na volilni sistem, ki ga imamo. Situacija ni rožnata, naj rečem, da je Slovenska demokratska stranka že pred davnimi leti, ko mnogih od vas še ni bilo v tem poklicu in ko je zbrala skoraj 50 000 podpisov za referendum, za večinski volilni sistem, napovedala takšne situacije in pravzaprav so se razen redkih izjem vse skozi dogajale. Po volitvah dobivamo rezultate, ki pač ne omogočajo hitrega oblikovanja vlade. Še vedno imamo ustavne in poslovniške določbe, ki zahtevajo dvojno glasovanje, česar nima nobena druga država. Našega predloga, da ta postopek skrajšamo, za kar je potreben pravzaprav en sam dan, glede na razpravo, ki je bila leta 2000 o tem predlogu že opravljena in so vsa strokovna mnenja zbrana, nihče ni vzel resno. Vse to ima na koncu realne ekonomske posledice, ki se odražajo tudi v številkah, ki jih morajo potem davkoplačevalci plačevati na položnice. Mi smo zbrali zadostno število podpisov za referendum o večinskem volilnem sistemu, dobili smo tisti referendum, daleč največ ljudi se je odločilo zanj, ne za proporcionalni volilni sistem, kot je bilo danes na tretjem kanalu nacionalne televizije napačno interpretirano. Res so bili spori in dileme okrog rezultata, stvar je romala na ustavno sodišče, ustavno sodišče je ponovno odločilo, da je zmagal večinski volilni sistem, vendar pa se je potem zelo enostavno zbrala ustavna večina poslancev, ki so blokirali uveljavitev dvokrožnega večinskega volilnega sistema, ki je fer in pošten. In danes imamo v ustavi pač izkrivljen proporcionalni sistem, ki zavaja volivke in volivce in da rezultate, kakršne smo jih velikokrat dobili. To govorim zgolj zaradi tega, ker nekako čutim, da se bodo te razprave o spremembi volilnega sistema ponovile. Jaz mislim, da bodo tudi dobile realno podlago v primeru, če ta drugi poskus oblikovanja neke resne koalicije in trdne vlade ne uspe. Osebno tudi mislim, da je to potem edina pot iz te situacije, v kateri Slovenija je. Ne bomo prva država, ki se bo s tem soočila. Se pravi, ki se bo soočila z dilemo, ali spremeniti volilni sistem, ali tvegati, da se bodo ponavljala nestabilna obdobja, ki si jih morda lahko privoščimo v bolj rožnatih časih, v situaciji, v kakršni danes smo, pa zagotovo ne. Ampak to zgolj neko razmišljanje vnaprej. V tem trenutku spremembe volilnega sistema pač zagotovo niso nobena realnost. Zagotovo ne bi dobili niti navadne večine za kaj takšnega v tem trenutku v državnem zboru. Se bo pa razprava, ki lahko vodi seveda tudi k zadostni večini, upajmo, odprla, če ta drugi poskus ne bo uspel. Toliko v zvezi s to situacijo. O podrobnostih boste pač obveščeni sproti, oziroma naj povem še to, da ni naša navada, tisti, ki ste nas spremljali že leta 2004, da
Koalicijo sestavljamo pred kamerami in tega tudi ne bomo počeli. Prosim za razumevanje vnaprej. O vsaki odločitvi, ki je pomembna in ki bo pripeljala kakšen korak naprej, če bo do tega prišlo, pa boste seveda obveščeni.